Odlomek je iz Evangelija po Mateju. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji, v dneh kralja Heroda, so prišli modri za vzhoda v Jeruzalem in govorili: Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je všla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Ko je kralj Herod to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: v Betlehemu v Judeji, kajti takole je zapisal prerok: In ti, Betlehem v deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti. Iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela. Teda je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se mi je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: Pojdite in natančno poizvedite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz pokloniti. Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot. In glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so preden in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. V Evangeliju smo slišali, kako so modri za vzhoda po opazovanju zvezd prepoznali rojstvo novega kralja, Božjega sina. In glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Zvezda, po starodavnem izročilu Repatica, je bila vodnica svetim trem kraljem na nepredvidljivi poti proti Betlehemu. Zvezda je bila prav posebno znamenje, saj je razodevala Boga. In preko zvezd se Bog razodeva tudi nam. Tudi v našem življenju se prižigajo zvezde, ki nas želijo pripeljati do Božjega sina. Preko katerih zvezd se torej Bog razodeva nam. Zazrimo se v nekaj zvezd vodnic na naši poti v Betlehem. Največja in najsvetlejša zvezda vodnica so naši starši, oziroma naj bi bili. Starši so prvi, ki svojim življenjskim zgledom vodijo svoje otroke k Božjemu detetu. Takoj za njimi pa so naše zvezde botri, bodisi krstni ali pa birmanski. Že v prvih krščanskih skupnostih so imeli kandidati za sveti krst ob sebi spremljevalce, ki so jim pomagali rasti v veri in razlagali skrivnosti vere. Bog nas nadalje vodi preko cerkve in njenih zakramentov. Cerkev pravzaprav opravlja poslanstvo zvezde za vso človeštvo. Le redko kdo gre lahko mimo nje ravnodušen. Za nas pa je vodnica v tem, da lahko ob katehezah, pridigah, pa tudi ob veroučnih urah bolje spoznavamo Gospoda in poglabljamo vero vanj. Obenem pa nam Bog v zakramentih daje moči, da na tej poti iskanja ne omagamo, ampak najdemo novorojenega. Naš odnos do stvarnika poglablja in oblikuje tudi človekova zmožnost ustvarjanja. Dobra knjiga, presunljiva arija, dih jemajoča katedrala ali prodornost likovnega dela nas bogatijo in dvigujejo k presežnemu. Čudovit kaže pot in voditelj do resnice je dober prijatelj. Kdor je našel prijatelja, je našel zaklad, beremo besede Siraha v Svetem pismu. Prijateljstvo še posebno veliko pomeni mladim, ki v anketah izražajo gotovost, da najbolj med vsemi zaupajo svojim prijateljem. Zaustavili smo se ob nekaj primerih. Vsak bi zagotovo lahko k temu seznamu dodal še kakšno zvezdo, ki se mu oziroma mu bo še vedno kažejo pot. Ne glede na to, koliko zvezd vodnic nam bo še kazalo pot, pa se moramo zavedati, da je tudi vsak kristjan poklican razsvetljevati korake s obratom z besedo in življenjskim zgledom.
kako pomembno in kako lepo je, da smo mi kristjani zvesti svoji poklicanosti. Vsak resničen vernik in vsak človek je vedno na poti svoje vere, a istočasno lahko svojo majhno lučko, ki jo nosi v sebi, pomaga tistemu, ki je ob njemu, ter mu razsvetljuje pot, ki vodi k Kristusu. Amen.